Ja, naša pričakovanja, jaz spomnim reči, da pri dekletih so vedno višja, tako bom rekel, da ne postavljamo da vsega skupaj previsoka, ampak prav pa je, da se zavedamo tudi mi sposobnosti naše reprezentance. Mislim, da dekleta z nastopa v nastop to potrjujejo in dokazujejo. Nenazadnje, lanska njihova sezona v reprezentanci je pokazala tako v kvalifikacijskem ciklusu, kot tudi kasneje v tekmovanju v Evropski ligi, da pravzaprav dekleta lahko igrajo vsa. Če so prava, če so kompletna, so konkurenčna vsem ekipam in jaz moram reči, pa ne izvedi neskromno, da bomo s Francozi najmanj enakovredni, sam pa potiho želim in pričakujem, da gredo dekleta tudi na reprezentanci. Seznam se je začel delati lanskega marca aprila. Nekaj se je začel seznam delati in na enem seznamu, ki smo ga s puncami, in na tistem seznamu pisalo, da je bilo 25 igrav. Vsaka tistih 25 igrav je lahko bila danes na 12 v reprezentanci. In na teh 25 je zelo malo igralk, katerih sem jaz selekcioniral, da niso na 12, ampak je neka naravna selekcija naredila to, kar je naredila. Tako da vsaka imela možnost biti tukaj med 12. Zakaj ni, so to druge stvari, ali so, bom rekel, ene so letele, druge te. Zvanem, prišlo je do tega, da smo iz 25 punc, prišli na 12 punc, ki so v reprezentanci. Zakaj, katere ni več zdrave, ne bi se vračal nazaj. Meni je bolj pomembno, zakaj so te, ki teh 12, ki je danes zdrave, zakaj so te. To je bolj pomembno in enostavno se ne obremenujem več, pa ne opojeno s tem, kdo je, kdo ni. Od lanskega aprila pa do danes se je ekipa zmanjšala na 12, ki danes potuje. Tu so neki objektivni razlogi, tudi nekateri poškodbe, šol in te stvari, ampak taka je naša usoda v Sloveniji, da nikoli ne bomo mogoče mogli izbrati tistih, ki jih bomo želeli, ampak selekcija se je naredila v tega nedelja. Karmen Kočar je letošnjo sezono odlično odigrala v Franciji. Lansko sezono je imela katastrofalno v Franciji. Po lanski sezoni sem jaz klical, pa je žal imela v tistem trenutku druge stvari. Če bi jo letos klical, bi se lahko priklopila reprezentantske 3-4 dnevi. Kaj bi lahko vnesla v tistem trenutku v reprezentanco, ne vem. In ker nisem videl neke dodane vrednosti, da bi lahko to naredili, smo pa skozi celo lansko sezono v 3 mesecih imeli 4 podajače, ki smo jih sprobali in ki smo vedeli, kaj lahko od njih pričakujemo, sam nisem za to odločil. Premalo časa bi bila s to ekipo, da bi lahko prišli nekaj stvari, mogoče bi nekaj delo, ki smo lani ga oddelali in nam lahko padlo, lahko pa bi nam dala še vedno dodana vrednost, ampak v tem trenutku ocenil, da je premalo časa, da bi lahko naredili neko dodano vrednost. 13 igralk je bilo od prvega dneva priprav zraven, 200 žal odpovedali, takoj 15 je bilo prvo klicanih, potem smo pa računali še na 4 mladinke, ki so odkle do nedelje z mladinkami. Žal teh 4 mladink tudi dve se nista potrdili nastopa, da se pridružili reprezentanci in pa tako da moram reči, da tudi po tem, kar se zdaj vse dogajalo z nami prejšnji teden v Bakuju, v Azerbajdžanu, sem se tudi enostavno odločil, da nobena teh mladink nisem zdaj zelo zraven, razne Nite Sobošanke v Mariboru nam bo na 2 trening samo pomagala, ker spet pravim, 2 dni smo zdaj v Mariboru, jutri potujemo že do Gorico, premalo časa je, da bi kaj bilo. Poleg tega je ekipa v teh 14 dneh naredila dosti stvari, imeli smo kar, bom rekel, dosti dela, predvsem z uigravanjem, z iskanjem nekih idealnih ekip, nekih variant, ki so igralna mesta, se malo spreminja, tako da smo kar neko delo delali in v tem trenutku, bom rekel, smo operirali z 13 igralkami in na teh 13 je žal tudi Marina Kavčič imela probleme s hrbtom že v Azerbajdžanu, tako da je v tem trenutku poškodovana in moram reči, da se je ta 12-terica naredila kar samo od sebe z temi, bom rekel, zvelenimi puncami, ki se niso
so odzvale zdajni, ki so bile v reprezentanci v mladinski misli, tako da imamo zdaj že jasni 12 igralk, katere potujejo na prvo tekmo v Franciji. Kot prva stvar je bil pomembni tisti prvi teden tudi, ko smo se zdobili, vedno smo šli v Azerbajdžan, se pravi, tam smo dejansko videli, v kakšnem stanju so punce. Nekatere so prišle po neki pauzi na treninge, nekatere so prišle iz polnega tekmovanja. Tam je bilo potrebno biti zelo pametni, da tiste, ki so imele še pred kratkim tekmovanja, da jih ne preforsiramo, tiste, ki so začele po neki pauzi spet, da jih ne pretreniramo. In tisti prvi teden je bil nekako uvajalen, nekako smo v tistem tednu naredili temelj za to, da smo potem, mislim, da eno zelo dobro delo oddelali zdaj v Azerbajdžanu. Prišli smo prejšnji ponedeljek in cel teden imeli na razpolago dvorano, kar smo jo želeli, koliko smo želeli, od dvorane, fitnessa, savne, do tega, da nam je domača ekipa šla na roko, da smo lahko z njimi odigrali tudi tekme, tako da smo imeli ene fantastične pogoje, kar se tiče dela. Res je, da smo bili v enem zaprtem prostoru, hotel dvorana, eno od domačinov, so ga rekel, da smo v Alcatrazu, ampak to je za druga stvar, mi smo dejansko šli v Azerbajdžan delati, mi smo šli na dopust, ali pa se slikati na obalo, ampak smo enostavno šli delati. Ni bilo lahko delo, ni bilo, moram reči, da je bilo zelo naporno, da so punce, verjetno še danes čuti malo utrujenosti, ampak mislim, da smo naredili eno veliko delo. Imeli smo pa ogromno za sprobati, ogromno za videti, kaj bi tista bila najbolj ugodna varianta za našo ekipo. Kakorkoli, ordanske ekipe nekaj mesta se menjujejo, nekatere punce so v tem trenutku malo boljšem stanju, nekatere malo slabšem in tu je treba iskati. Tako da smo, rekel, kar dosti kombinirali in prišli do enega odisa ekipe, ki mislim, da bo zdaj na tej prvi tekmi ne bomo rekel štartala, ker naša ekipa ni bila nikoli sestavljena 6 igralk samo, ampak moram reči, da računam na vseh 12 igralk, ki lahko po vsakem trenutku stopijo na trening, dajo en plus za našo ekipo. Po tekmah sem pa naredil Francoza, tako kot se oni delajo. Žal ne dobimo nobenih podatkov o njih, kaj so zdaj s Švico delali, prav tako mi ne dajemo nič od sebe. Iščemo podatke po vseh živih možnih kanalih, da bi lahko dobili, ampak ne dobimo. Mi tudi skrivamo in tako mi ne vemo, kako so oni igrali proti Švicarkam, ne niti zdaj povedati, kako so mi igrali proti Azerbajdžanu. Smo pa igrali 3 tekme. Iz rezultatskega vidika so bile zelo ugodne za nas, to je vse, kar sem povedal. No, to je tudi ena stvari, ki sem povedal, da smo iskali. Bom rekel, že prvi teden, da smo začeli, potem pa smo zdaj v Pulju to oddelali. Štartali smo tudi priprave pod narekovaji s 3 možnimi korektorji. Marina Cvedanović, Živa Recek in pa Iza Mlakar. Od teh 3 smo zdaj prišli tako dalje, da imamo 2 korektorja, pa spet imamo povedati, kako ne rada. Lahko rečem, da od prvega dneva, ko je prišla, je bila že super, pa za vsakim dnevom napreduje, pa da če smo zdaj 14 skupaj, da potem vemo, da če bila že prvi dan gledu, super, vsak dan napreduje, da zdaj še boljše. So pa tisti manjši, pač žal so v Ameriki, ki se zavedamo, probamo tudi napredovati, ampak vsaka od teh punc, ki je prišla prvi dan, mislim, da je danes bila na boljšem stanju. Je, ampak pravim, mogli smo probleme od prvega tedna, iskali smo to v drugi teden. Bomo videli, kaj bomo zdaj še ta tedna delali, tudi ni enostavno. Včeraj smo delali 2 treninga, danes enega jutri, potujemo za Gorico, četrtek imamo pot naporno, nekaj vsekrat enostavno, ampak pravim, delali smo eno dobro delo v teh 14 dni, sploh prejšnji teden v Pulju in ne samo živo, ampak vse punce mislim, da so dobro pripravljene fizično, psihično, mislim, da bomo vsi dobro pripravljeni, taktično pa rekel, da je ekipa dela od Andreja Hafnerja, Sebastiana Mavričeva, zelo dobro dela na vseh podatkih, ki bomo imeli individualnih skladov teh francoskih ekip. Francoska ekipa v tej sestavi, kot je še tudi nikoli ni skupaj stala. To tudi ena, ne znamka za vse. Skupaj smo se vozili v avtobusu, ne, Češke. Ko se to zgodilo, sem rekel, najslabša možna varianta za nas. Mislim, da je še vedno najslabša možna varianta. Nova ekipa je sestavljena nekaj igralk, ki so igrali na evropskem prvenstvu, nekaj iz teh dodatnih kvalifikacij.
kvalifikacij, ampak v glavnem je ekipa na novo sestavljena, ogromno je mladih igralcev v njihovi ekipi, so igralke, ki so igrali na Evropskem prvenstvu v Turčiji pred 3 leti, takrat, ko naša reprezentanta, s katero smo bila tudi z Bruno tam dol, ko smo igrali z njimi v skupini in računamo tudi, da bojo te igrale. Potem so tu igralke, mogoče malo starejše, imajo pa 2 zelo izkušena libera in pa podajalke. Na ostalih mestih pa so, bom rekel, generacijsko to našo prejšnjo generacijo, ki je igrala tudi na Evropskem prvenstvu in pa generacijo še naprej, pa generacijo Mojce in pa Žive. Gre za ekipo, ki je izredno igra hitro odbojko in pa ima močne zunanje napadalke. Imajo 2 napadalke, ki zelo visoko skačejo, močno darjajo, ampak če bomo mi držali igro servis, preden servisa, se pravi, da bomo na tem nivoju boljši, mislim, da lahko jih tudi presenetimo. Podatki, ki jih imamo, je to Fedele, izgovorjava in točno, tukaj mi je rekla Anja, ki jo pozna, ker igra za Le Cannet in je bila proglašena za najboljšo francosko igralko z prejšnjega prvenstva, znana napadalka, to je igralka iz generacije 94, in druga je korektorka Longo, tudi temnopolta napadalka, in za njih je značilno, da so zelo skočne, rade imajo hitro igro in napadajo zelo močno, s tem, da če jih uspeš malo staviti in po domače, če malo zdrzajo, se lahko z njimi zelo dobro igra. Dejstvo pa je, da če se pa razigrajo, so pa zelo neugodno, ker si že par let smo igrali, bom rekel, tudi španske reprezentanca in tudi francoska, te temnopolte igralke so zelo močne v napadu, tehnično ponovadi malo slabše podkovane, ampak če se razigrajo, je zelo težko ustaviti. Tako da mislim, da bo tu izključ, da bomo to prav skušali ustaviti, predvsem pa mislim, da se moramo vsem ozirati na našo igro, na igro zamenjavo in pa predvsem na dobro klimo v ekipi in da je lahko presenetno. Jaz bi rekla, da mi je letos veliko lažje z fizičnega vidika. Imela malo bolj naporno sezono, ampak ja, jaz bi rekla, da je boljše kot je bilo lani in itak več kot smo skupaj boljše je, tako da sigurno napredujemo tudi v tem smislu. Še boljše. Mislim, da že od lani vsi si želimo na to evropsko, smo bili zadovoljni z rezultati, ki so bili doseženi in mislim, da smo vse punce in z glavo in srcem in z dušo smo tukaj prisotni in vse si želimo na to evropsko, tako da mislim, da bo to tisto, ki nam bo pomagalo sigurno, da odigramo dobro tekmo, pa rezultat je verjetno tudi v drugih stvari. Jaz sem igrala dolgo nazaj v Franciji, tako da v bistvu se malo katera spomnim. Sicer smo proti njim že odigrali tudi na reprezentančnem nivoju, smo že dvakrat odigrali proti njim in res so neugoden nasprotnik za nas, ampak letos se lahko tudi vse spremenile. En profesionalni športnik bi moralo biti vseeno, ki se igra, ampak jaz mislim, da je za nas kot še ne preveč izkušena reprezentanta, katere še nismo bili na Evropskem prvenstvu, naj bo prišlo pravno pomoč tribun. Tako da mislim, da zna vplivati tudi to na rezultat. Jaz glede na lani, v kakšni postavi smo igrali, sem videla kar veliko napredek pri naših igralkah. In boste tudi videli, da bojo verjetno prva šestorka pospremenjena, tako da napredki so seveda in ste videli, da se tudi v Sloveniji dobro dela, tako da ja, kot je rekel že gospod Hafner, smo tudi mi po moje večji optimisti, tako da si želimo te pravljice in delamo na tem, tako da glede na lanske izkušnje sem se zelo dobro počutila s temi koncami, tako da mi nič ne manjka.